Spoštovani gostje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v Kongresnem centru Brdo na sprejemu za predstavnice in predstavnice humanitarnih organizacij, članice Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije. Današnjo slovesnost pričnimo z glasbo, ki jo je za današnji sprejem pripravil trobilni kvintet Policijskega orkestra. Izvolite. Hvala lepa. K besedi vabim predsednico Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, gospo Natašo Sorko. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, spoštovane predstavnike in predstavniki humanitarnih organizacij, članic Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije. Z velikim veseljem in zadovoljstvom ugotavljamo, da ste se ponovno udeležili tega sprejema pri predsedniku, kot smo se tudi mi, seveda člani upravnega odbora, z enakim veseljem udeležili pogovora, na katerim smo se dotaknili številnih pomembnih tem, ki se nekako dotikajo vseh nas, humanitarnih organizacij. Če se morda le na začetku ozremo za 2 leti nazaj, ko je nas presenetila epidemija in se je tudi delovanje naših humanitarnih organizacij bistveno spremenilo. Lahko bi rekli, da smo se humanitarne organizacije zelo hitro prilagodile novi dinamiki dela, novim razmeram, se hitro odzvali na potrebe seveda naših uporabnikov,
vendar seveda je to povezano tudi s tem, da tudi naše moči enkrat pojenjajo. Vendar bi se vseeno iz tega mesta sedaj iskreno zahvalila vsem humanitarnim organizacijam, ki ste ali pa ki smo v tem zahtevnem času smo se tako odlično odzvali, se povezali in morda je tudi to sporočilo, ki je pomembno za vse nas, da če se povežemo v danem trenutku, seveda smo močnejši, seveda se lažje odzovemo na potrebe naših uporabnikov, ki pa so, kot ugotavljamo, vsakodnevno iz dneva v dan večje, oziroma bi lahko rekli, da te naše potrebe uporabnikov postajajo drugačne. Stiske ljudi, ki se obračajo na nas, so bolj poglobljene, zahtevajo večjo strokovno tudi usposobljenost naših zaposlenih in drugih sodelavcev v humanitarnih organizacijah. In da so humanitarne organizacije in tudi programi, ki jih izvajamo, nujno potrebni za delovanje naše družbe. In to je ta naša vloga, ki se jo morda včasih celo malo premalo zavedamo. Z gospodom predsednikom smo dosti časa namenili danes tudi pogovoru o aktualnem zakonu o igrah na srečo, ki je trenutno v proceduri sprejemanja po naših veljavnih zakonodajnih postopkih in smo izrazili veliko skrb glede tega in glede tega, da bi lahko prišlo do tudi negativnih vplivov eventualno sprejetega zakona na delovanje humanitarnih organizacij in seveda posledično tudi na samo financiranje humanitarnih organizacij strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Tudi kot smo že na pogovoru izpostavili v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij v upravnem odboru, intenzivno spremljamo dogajanje in tudi morda na tem mestu vas obvestim, pripravljamo določene aktivnosti, katerim boste seveda vsi povabljeni in lahko pričakujete v naslednjem krajšem obdobju, da vas bomo povabili k udeležbi na eni izmed tiskovnih konferenc, ki jo bomo pripravili z ciljem, da čim bolje nekako informiramo javnost glede tega, kaj bi spremembe dejansko pomenile za naše delovanje, za naše delo v prihodnje. In če morda izpostavim pomen humanitarnih organizacij tudi s podatkom o številu prostovoljcev in opravljenih ur v letu 2020. Skoraj 190.000 prostovoljcev je v letu 2020 opravilo 7,4 milijona prostovoljskih ur, kar je resnično izjemen znesek. In če bi to nekako ovrednotili z priporočenimi vrednostmi prostovoljskega dela, je to kar 85 milijonov evrov in na področju socialnega varstva deluje zelo veliko humanitarnih organizacij, večinoma vse, ki ste zdaj tukaj prisotne in v bistvu je bilo skoraj 60% teh 7,4 milijona ur opravljeno ravno na področju socialnega varstva. Torej tudi prispevek prostovoljskega dela v naših humanitarnih organizacijah je prav izjemen in tudi, če ga ovrednotimo v denarju, v evrih, vidimo, da je to res izjemen znesek. Seveda so se zgodile še mnoge druge spremembe. To, kar nas morda malo skrbi, da smo v humanitarnih, kar je sicer dobro, smo v humanitarnih organizacijah zelo predani svojemu delu. Velikokrat ne pogledamo, koliko je ura, ko še sedimo v pisarni ali pa delamo z našimi uporabniki. In zaradi tega tudi do nas prihajajo informacije, da se pojavlja vedno več primerov izgorelosti na delovnem mestu in potem dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Zaradi tega menimo, da bi morali tudi v humanitarnih organizacijah morda malo več pozornosti nameniti tudi tem področju, da ne bi v prihodnje se nam morda zgodilo, da bi bilo naše delo oteženo tudi zaradi tega, ker bi bilo odsotnih preveč naših sodelavcev. Kaj si pravzaprav želimo za novo leto? Težko rečemo, predvsem si mogoče želimo bolj predvidljivo
leto, ko bomo lažje načrtovali svoje aktivnosti, programe, svoje delo, da se nam ne bo tako pogosto zaradi razmer, katerim smo priča sedaj, dogajalo, da že pripravimo, pa moramo se nekako reorganizirati in ponovno potrošiti čas, energijo in da bomo lažje ponovno v naših uporabnikih, ljudeh, s katerimi se srečujemo, še bolj nekako uspeli jim vlivati upanje v boljši jutri in da bodo tudi oni na nek način prepoznali, kako pomembno je srečati sočloveka osebno, se z njim pogovoriti in to je mogoče tisto, kar nam je v preteklih 2 letih malo manjkalo. In podatki, ki jih tudi mi nekako pridobivamo, je, da so se ljudje pravzaprav odvadili družiti in to je narobe, ker vsi dobro vemo, da je ravno to, da srečamo sočloveka v živo, da se z njim pogovorimo, ga pogledamo v oči, tisto, kar zares pomaga ljudem in jih zdravi. Torej, mogoče na koncu vam zaželim res vse dobro, ker smo v predprazničnem času in ker se verjetno ne bomo več takole srečali, seveda vesel in blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2022. In vam, spoštovani gospod predsednik, še enkrat hvala za povabilo na pogovor in sprejem. Hvala lepa, gospa Sorko. K besedi vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana gospa predsednica, članice in člani upravnega odbora, gospe in gospodje. Najprej bi se želel v mojem osebnem imenu, v imenu države, ki jo predstavljam, in kolikor mi položaj predsednika Republike to omogoča v imenu vseh naših ljudi, zahvaliti vsem prostovoljkam in prostovoljcem, vsem humanitarnim organizacijam za nenadomestljiv prispevek k temu, da mnogi ljudje zaradi vas boljše živijo, kot bi sicer. Živijo boljše in tudi bolj vključujoče. Zaradi vašega izjemnega prispevka, vi predsednica ste omenjali statistike, ki so impresivne, ljudje čutijo manj revščine in čutijo manj socialne izoliranosti. In to v pogojih, ko zaradi prepovedi druženja, ta izključenost še toliko bolj trka na vsa naša vrata, zlasti pa na vrata tistih, ki so tako ali drugače že sicer potisnjeni na rob družbe. Skozi naša srečanja v teh 9 letih je postalo tradicionalno, da se pred tem sprejemom srečamo. Tudi danes smo se in smo našteli nekaj glavnih problemov, s katerimi se ukvarjate in jaz sem se, tako kot sicer, zavezal, da bom po svojih najboljših močeh storil vse za to, da bomo kakšnega od teh orehov tudi skupaj strli. Ne predstavljam si, da humanitarnih organizacij ne bi bilo, da ne bi opravljala svojega dela in v mnogočem na nek način pomagajo socialni funkciji države, da je ta država bolj pravična, da smo bolj enakovredni, bolj enakopravni, da smo manj izključeni. Seveda pa se ne moramo zanesti samo na vaše delo, to ne bi bilo pošteno, ne more odgovornost za to pa samo na vaša ramena, ampak zato seveda tudi država opravlja svojo socialno vlogo in tukaj si verjetno vi upravičeno predstavljate, da bi zato morala imeti država za nekatere od vaših stisk, pri vašem delu tudi nekaj več posluha. Jaz sem vam hvaležen, da ste danes začeli ta sestanek tudi za pohvalo, da je kakšna stvar, ki ste jo naslovili kot problem, urejena, seveda pa se potem zlasti v teh covidnih časih prikrade potem veliko število problemov, ki nas čakajo v prihodnjem letu za rešitev. Moram reči, gospa Krašna, mislim, da ste vi rekli ta podatek in me popravite, če ga bom zdaj tukaj navedel nepravilno, ampak med drugim ste opozorili na težave otrok, na Tom telefon, če sem prav razumel,
ste dobili 3-krat več, bi bilo to pravilno, kar sem rekel, 3-krat več klicev, ki bi jih lahko razumeli kot torej klice otrok, ki jih dajajo samomorilske misli. To mora biti nek alarm. Ne. Tudi sicer, ko se družim, zdaj kolikor je pač to mogoče, in sicer za otroki tako in drugače, se mi zdi, da moramo vedno znova vedeti, da so bili seveda v tej epidemiji starejši seveda najbolj neposredno na nek način izpostavljeni zaradi narave te zdravstvene krize, vendar pa tukaj mladi ljudje plačujejo neko ceno, ki jo bomo morali kot ena vključujoča družba na nek način znati poravnati, če ne bomo hoteli, da se bodo nekatere posledice te krize, ki so jih občutili otroci, poznale še dolgo časa. Ne. In to moramo kar razumeti in storiti že zdaj. Otroci na nek način so bili nekako odrinjeni na rob, češ da se jih ta kriza na nek način v tem smislu neposredno ne dotika. Ampak jaz vidim tudi iz pogovorov z učitelji, iz pogovorov z mentorji, iz pogovorov z zdravniki, iz pogovorov z poklicanimi psihiatri, da gre tukaj za nek problem, ki ga je treba nasloviti sistematično, da ne bi naših otrok prikrajšali za mladost in potem za življenje bolj kot terja ta neposredna kriza, ki je še ni konec. Rad bi, da veste, vsi, ki se trudite po svojih najboljših močeh, da smo ljudje hvaležni za vaše delo. Tudi tisti, ki tega ne morejo ali ne znajo izpovedati, humanitarne organizacije ste tiste, ki vedno znova vračate upanje, da smo solidarna družba. In sklenem ta kratek nagovor z naslednjo mislijo. Zelo pomembno je, kako bomo zaključili to epidemijo. Ali z vtisom, da smo jo skupaj premagali, vsi, poklicani, prostovoljci, vsi mi kot ljudje, ali pa bomo imeli en slab občutek, da smo sicer na nek način z medicino, znanostjo to krizo na koncu izčrpali, ker se je izčrpal virus, ampak bomo kot družba na nek način imeli občutek, da smo razpadli. To se za nobeno ceno ne sme zgoditi. Za nobeno ceno. Eden od najpomembnejših občutkov naše družbe je bil pred in po osamosvojitvi, toliko bolj seveda po osamosvojitvi, ker smo nazadnje zdaj sami odgovorni za svoj razvoj, da smo solidarna družba. In to se je manifestiralo skozi celo vrsto prireditev, akcij, organizacij in vašega dela, vaših prostovoljnih ur. In med ljudmi je bil vedno občutek, če bo potreba, je neka socialna mreža, v katero se bomo ujeli, ker če ne bo priskočila pomoč država, bodo priskočile humanitarne organizacije. Ta občutek solidarnosti mora ostati. To je najpomembnejše, elementarno vezivno tkivo neke vključujoče družbe. Zato se moramo potruditi, da to krizo zaključimo z občutkom, da smo jo premagali skupaj. To je neverjetnega pomena za socialno povezanost, za občutek vzajemnosti po krizi. Ker, ko bo enkrat konec zdravstvene krize, in tudi o tem smo danes že govorili, vemo, da ne bo konec vseh posledic povezanih z njo. Da smo govorili o energetski revščini. Ta ne bo končana s krizo. Vsi se sicer zanašamo, da bo tako inflacijski val, kot tudi val podražitev energentov, ki je razlog za inflacijski val, kratek. S tem se to laži vsa mednarodna skupnost. Toda neke konsekvence bodo tudi, če bo res tako ugodno. Kaj pa, če ne bo? Hočem reči, da te gospodarske, socialne, duševne in vse druge konsekvence iz te krize ne bodo tako hitro rešene. Jih bomo pa lažje reševali, če bo iz te krize išel občutek solidarnosti in povezanosti, vzajemnosti. Ne morem povedati, kako zelo pomembno se mi to zdi. Zato, tudi če se srečujete s težavami, tudi če se, gospa predsednica, vi, vaši sodelavci, vsi prostovoljci, srečujete kakšenkrat z občutki nemoči in tako naprej, neverjetno pomembno delo ta hip opravljate. Še bolj pomembno kot v običajnih razmerah, vem pa, da je težje. Ampak zdaj ga opravljate res
v izjemno pomembnem času za izjemnim poslanstvom, da vsi skupaj ohranimo občutek, da smo povezana, vključujoča in solidarna družba. Če tega občutka ne bo, se nam bo slabo pisalo, ker to ne bo šlo samo za, zdaj bom rekel, ta čisto ozko gleden humanitaren moment, ampak bo šlo za naše dojemanje skupnosti. Če si ne bomo ljudje zaupali, da si bomo enem drugemu pomagali, da smo odvisni drug od drugega, potem bo šlo marsikaj narobe. Zato je tako zelo pomembno vaše delo in ne morem povedati, kako zelo hvaležen sem vam osebno in seveda v imenu države in vseh ljudi, ki vam to ne morejo vsak dan povedati. Prosim, da ga tudi prihodnje leto opravljate z enako vznesenostjo. Upam, da bomo prihodnje leto pripravili sprejem, ki ne bo potekal tako, da se bomo lahko tudi enkrat objeli. Vi ste, gospa predsednica, dobro rekli, ljudje smo socialna bitja, potrebujemo drug drugega. Zdaj pa zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa moramo na nek način te stike omejevati. Potrebujemo drug drugega, mislim, da je to zelo pomembno, da v drugem letu po koncu krize najdemo načine za to, da bomo nadoknadili zamujeno, in da se vrne občutek normalnosti vsaj v tem smislu. Potem bo vse lažje in se bomo, kot je rekla gospa Krašna, vrnili k starim problemom humanitarnih organizacij, zdaj imamo pa nove. Vse bomo poskušali rešiti. Vam želim v novem letu vsega dobrega, predvsem pa seveda ostanite zdravi in hvala za vašo pomoč drugim. Hvala lepa, gospod predsednik. Sprejem bo z nastopom sklenil trobilni kvintet Policijskega orkestra s pesmijo Tu je moj dom.